Miha, najlepša hvala za krasen uvod. Seveda, jaz sem strašno vesel, da sem danes z vami. Moje ime je Boris Sučič, prihajam iz Inštituta Jožef Štefan. Seveda, zgodba energetskih skupnosti, zgodba o pametnih skupnostih je danes še bolj aktualna, ker se danes v bistvu vsi spoznamo na energetiko, vsi čutimo težave, ki se dogajajo v tem sektorju. In seveda, naša zgodba pikico, da vidimo, to ne dela. Aha, dela zdaj. Zgodba, ki vam jo bom danes predstavil, se nanaša na mednarodni projekt Creators, v katerem sodelujemo, in mislim, da je zgodba, ki je zelo, zelo aktualna tudi za slovenska gospodinjstva, za slovensko industrijo. Nekaj več boste izvedeli o tem, kaj smo do zdaj naredili, nekaj več vam bom povedal tudi o tem, kakšni izzivi so pred nami. Zgodba projekta, gre za projekt Horizon projekt 2020, obzorje 2020, Innovation Action. To pomeni, da raziskujemo določene stvari. Kot je moj predhodnik povedal, tisto, kar nas vedno veseli na začetku, kasneje postanemo utrujeni od tega, spet razvijemo nek prototip, upamo, da bo zgodba živela. Že zdaj vemo, da se odpirajo določene poslovne priložnosti v tujini, upamo, da bomo te priložnosti realizirali. Povedal vam bom nekaj o tem, zakaj menimo, da so energetske skupnosti, Miha, pametne ali ne pametne, to je nepomembno, zakaj menimo, da so te energetske skupnosti velika priložnost za Slovenijo, od kje se skupaj izhaja. Pilotni projekt, ki vam ga bom predstavil, se nanaša na naše največje trgovsko središče BTC v Ljubljani, oni so eni izmed partnerjev projekta in seveda v zaključku vam bom povedal nekaj o tem, kakšni so izzivi pravičnega prehoda in kakšni so izzivi, ki nas čakajo glede tudi energetske učinkovitosti in preobrazbe urbanih območij. Predstavitev moja je v angleščini, seveda predajam v slovenščini. Zakaj v angleščini? Zato, ker sem si želel vsem tujim gostom omogoči, da sledijo tudi predstavitev na pravi način. Nekaj se vedno zgubi v prevodu, dokler so pa slajdi v angleščini, potem lažje diseminiramo tudi naprej in seveda tuji gosti, tisti, ki so danes z nami, lažje sledijo predstavitev. Creators projekt, velik projekt, 17 različnih podjetij iz 8 evropskih držav. Dejansko smo se vsi skupaj povezali v času, ko se v različnih državah po Evropi so se pripravljali nacionalni energetski in podnebni načrti. Tisto, kar nas je združilo, tisto, kar nas je povezalo, je bilo vprašanje, kako narediti nekaj v mestih, kako na nek način povezati upravljavce omrežij, kako povezati industrijo, storitveni sektor in seveda na koncu tudi gospodinjske odjemalce. Tisto, kar nas še najbolj povezuje, je upanje, da obstaja možnost, da se sektori povežejo in da dejansko postanemo vsi skupaj kot Evropska skupnost, kot Evropska unija poslovno bolj uspešni, konkurenčni in da na nek način s svojimi naprednimi rešitvami pomagamo in izboljšamo konkurenčnost posameznih držav. Zakaj energetske skupnosti? To je tisto, kar jaz tudi kolegi Henriku res prisrčno želim, čim hitrejše okrevanje in vedno so debate z njim na temo skupnosti pametnih, nepametnih bile zanimive. Zakaj so bile zanimive? Zato, ker nažalost ta zgodba še zmeraj ne živi na način, kot si mi to želimo. To je tisto, kar ste tudi slišali v predhodnem predavanju. Že nekaj desetletji, se upam trditi, govorimo o tem, kako je to pomembno, vendar nismo naredili tega ključnega koraka naprej. Naša želja na Creatorsu je, da to zgodbo pripeljemo do tega, da se spet naredi en set orodij, s katerim bi lahko vsak med nami lahko načrtoval svojo energetsko skupnost. Kako? Pač v sodelovanju z lokalnimi inštitucijami, lahko tudi v sodelovanju s sosedi, lahko tudi v sodelovanju z energetsko intenzivno industrijo, ESCO podjetji in želja je, da omogočimo vsem, da na nek način, če imajo dovolj uporabnih informacij, naredijo izvedljive akcijske načrte. Naša zgodba temelji na različnih modelih za simulacije in emulacije delovanja energetskih skupnosti. Zakaj je to pomembno? Mi se danes ogromno pogovarjamo o tem, kaj bi bilo, če bi bilo, seveda nimamo nobene analitike zadaj in se nam zdi v tem pogovoru, aha, zanimivo je, gremo narediti korak naprej. Ko naredimo
prvi korak se srečamo s tem, da mogoče to ni tisto, kar si mi želimo. Zato menimo, da je recimo krasno se pogovarjati na Jesenicah o izrabi odvečne toplote. Vendar, če nimamo ustreznih orodij, da to simuliramo, da vidimo, kako se ujema proizvodnja jekla z potrebami lokalnega prebivalstva po ogrevanju. Kaj mi pomeni na letnem nivoju bilanca? Na letnem nivoju bilanca pomeni, ogromno odvečne toplote v poletnem času. Ta toplota je neuporabna za ogrevanje. In z orodji, ki jih razvijamo, modeli, ki jih razvijamo, na pravi način smo potem sposobni odsimulirati in predstaviti te rezultate vsem deležnikom, ki so zainteresirani za te rezultate. Nikakor pa ne smemo pozabiti okvir naših politik. Zgodba je nastala, prijava je nastala v času, ko so se pripravljali nacionalni energetski in podnebni načrti. Ravno v našem slovenskem podnebnem in energetskem načrtu je zapisano, so v bistvu energetske skupnosti v srcu tega načrta. Zakaj, kako? Pa ugotovili smo, da imamo strašne težave z doseganjem ciljev deleža obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije. Ugotovili smo, da se ne moremo zmeniti glede tega, kje bomo kakšno elektrarno večjo postavili, da ni šanse, da enostavno, ko se pogovarjamo o vetrnih elektrarnah, hidroelektrarnah, vedno najdemo nekaj, kar nas dejansko ne združuje, oziroma naletimo na ovire, ki jih ne znamo premagati, in smo ugotovili, mogoče je prvi korak, da začnemo razmišljati na nek drug način, da začnemo iskati rešitve v smeri energetskih skupnosti povezovanja lokalnih akterjev. Navdih, pa spet bomo omenili Jesenice, se nam je zdelo absolutno neverjetno, da so se na Gorenjskem uspeli zmeniti v enem bloku in postaviti skupno sončno elektrarno. Jaz sem živel leta 2003, ko je kolega v bloku v Ljubljani ponujal podobno rešitev, pa nas je bilo 8 v bloku, pa vseh 7 nas je zavrnilo to rešitev, kad smo rekli, ne bomo delali nič skupnega. Ogromen potencial je na tem področju povezovanja lokalnih akterjev. Tisto, kar ne smete pozabiti, so cilji, to je okvir politike, ki je pred nami. Ti cilji, če jih gledate iz današnje perspektive, to, kar je bilo 2030 zastavljeno 2 leti nazaj, je že danes pase. Tisto, kar nas čaka za 2030, je tisto, kar smo mi načrtovali 2 leti nazaj za 2040, kar pomeni ogromno sprememb je potrebno narediti. BTC in IS dolgoletno sodelovanje. BTC je dejansko tisto, kar si vsak raziskovalec želi imeti nekje v svoji bližini. Zakaj? Fantastično območje z ogromno različnih poslovnih priložnosti, ogromno objektov, pri katerih se lahko igramo, in ogromno podatkov je na voljo. Iz te zgodbe smo si rekli, pa boljšega testnega poligona si nikjer drugje niti zamisliti ne znajo. Zakaj? Pa energetska infrastruktura, zdaj govorim kot energetik, v BTC-ju 12 transformatorskih postaj, 8 kilometrov omrežja daljinskega ogrevanja, 12 kilometrov vodovodnega omrežja, velika baterija, 2 sončni elektrarni že stojita, 6 različnih dizel generatorjev, 56 polnilnic za električna vozila. Vse skupaj, ko smo si analizirali, smo si potem zastavili skozi dva različna use case-a. Prvi je, kako tiste nacionalne cilje približati posameznemu podjetju. Če je država zastavila cilje na državnem nivoju, to verjetno pomeni, da tudi vsi ostali, ki živimo v tej državi, moramo narediti nekaj, da te cilje dosežemo, in mi smo to probali aplicirati na sistem BTC-ja in smo si definirali ta use case, proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije. Druga zgodba izhaja direktno iz tega, kar je pred nami, spremembe tarifnega sistema, kako bomo upravljali z vršnimi bremeni, kako povečati fleksibilnost in na nek način opolnomočiti vse ostale akterje za lokalno trgovanje. Izbrali smo si 5 različnih stavb, za vse te stavbe imamo kar nekaj podatkov. Jaz bom preletel skozi vse te stavbe, da vidite v bistvu, s čem se ukvarjamo, zakaj so nam zanimive. Kristalna palača, najbolj moderna med vsemi izbranimi stavbami, že danes ima nekaj fotovoltaike, seveda zraven je še dizel generator, ki ga lahko uporabimo na
tudi v tržne namene, recimo to zadevo na Inštitutu Jožef Štefan že uporabljamo. Kaj to pomeni? Na naši lokaciji v Brinju, pa na naši glavni lokaciji v Ljubljani na Jamovi, imamo 2 dizel agregata, ki jih preko agregatorja tržimo na trgu storitev na način, da dejansko s temi agregator, s temi naši agregati ponuja terciarno regulacijo LS-u. Na ta način mi končno imamo nekoga, ki nas sili, da preverjamo stanje naših dizel agregatov, ustvarjamo zelo lepe in pozitivne denarne tokove. To pomeni, da ti agregati niso samo en kup opreme, ki stoji na naši lokaciji. Kadarkoli jih pa rabimo, v primeru izpada zunanjega napajanja, agregati delajo samo za nas. Podobno zgodbo upamo, da bomo aplicirali tudi v BTC-ju. Pri njihov agregat je seveda sposoben sinhronega obratovanja z omrežjem, podobno kot naši, in recimo v tem primeru, če se uspešno zmenijo z različnimi agregatorji, ki delujejo na slovenskem trgu, teh 700 kW na letnem nivoju lahko ustvari 15 do 25 tisoč evrov pozitivnih denarnih tokov, kljub seveda zagotavljanju varnosti za BTC. Naslednji je logistični center, podobna zgodba kot s Kristalno palačo, tam že stoji sončna elektrarna. Zanimiva lokacija zato, ker je tudi zaradi hladilnic omogoča večjo fleksibilnost, spet omogoča prilagajanje dejanskim potrebam. Recimo, to je lahko lokacija, kjer bomo testirali tudi Sustainable Readiness Indicator, to je nekaj, kar razvijamo v drugem, oziroma nekaj, kar raziskujemo v drugem projektu in bomo preverjali, kako se različne spremembe oziroma kako bomo spreminjali različne uteži pri določenju tega indikatorja, kako vplivajo na končni rezultat. Na tej lokaciji je tudi dizel agregat, ki bo uporabljen za zagotavljanje sistemskih storitev. Naslednja je stolpnica BTC. Banka ledu v tej stavbi nam omogoča dodatne igre s fleksibilnostjo, zelo zanimiva varianta. Potem Atlantis, seveda Atlantis bi rad izpostavil tudi kot pozitiven primer izkoriščanja odvečne toplote in povezovanja tudi pred projektom Creators. Verjetno ne veste, da oni za en del toplote, ki jo porabijo za ogrevanje vodnega parka, prihaja iz tovarne Aquafil, bivši Julon, kar pomeni, da že zdaj so se lokalni akterji povezali in izkoriščajo sinergije. Nekaj, na kar smo tudi ponosni, je Hala 8, to je naša želja, in ta zgodba se že zdaj je v fazi, je že projektirana, upamo, da gre v kratkem v izvedbo. Sončna elektrarna, ki bo stala na tej hali, bo povezovala poleg BTC-ja tudi podjetje Gorenje, Hisense, mimo vrste in vse ostale lokalne odjemalce in na ta način za vse njih zagotavljala en delček zelene energije. Celotna zgodba, če pogledamo BTC kot celoto in plane, ki so seveda že zdaj narejeni, bi omogočila precejšnjo transformacijo tega okolja in boljšo integracijo v kompletno urbano okolje Ljubljane. Na ta način, na ta način recimo bi, če gledamo BTC kot celoto, okrog 11 megavatov dodatnih sončnih elektrarn identificiranih na območju, za katerega nismo pričakovali, da bi lahko te zadeve izkoriščali. Seveda povezovanje, simulacije in emulacije različnih bodočih stanj nas pa seveda v tem trenutku navdihujejo z optimizmom in upamo, da bodo te stvari v kratkem tudi realizirane. En delček zagotovo gre v realizacijo že letos, en del pa tudi naslednje leto od tega, kar sem vam danes predstavil. Kje je v bistvu največji izziv pravičnega prehoda? Največji izziv je v tem, da pridemo iz faze načrtovanja, planiranja, simuliranja, emuliranja v fazo implementacije. Jaz vam zagotovo lahko povem, da iz prakse več kot 200 energetskih pregledov v industriji in stavbah zagotovo bomo naredili v tem procesu kakšno napako. Ampak skozi implementacijo in skozi učenje bomo s časom ugotovili, kaj je potrebno za uspešno izvedbo in kaj je glede tega za nas ključno. Za zaključek, razumevanje tega implementacijskega okolja, spremljanje, simuliranje, emuliranje, seveda tudi, ko ugotovimo kakšno napako, korektivna aktivnost
in razvoj implementacijskih kapacitet. Ravno iz tega naslova menim, da je projekt Life Care for Climate tisto, kar je zanimivo. Zakaj? Ker to je en izmed redkih projektov, kjer so cilji zelo jasno postavljeni. In mi zdaj upamo, da bo ta zgodba Life Care for Climate in jasnih ciljev se prenesla tudi na državno raven pri načrtovanju novih akcijskih načrtov, mogoče tudi novega NEPN-a, kjer bodo cilji zelo jasno postavljeni, da bodo zelo jasno definirane odgovornosti in kaj moramo narediti za njihovo doseganje. Najlepša hvala za vašo pozornost, zelo sem vesel, da sem bil danes z vami in seveda, če bo kakšno vprašanje, vesel sem, da bom na to vprašanje, upam, tudi odgovoril. Najlepša hvala.